Dobro jutro. No ja, zdaj pa ni več jutro. Krasen dan, krasna sobota, krasni predpraznični momenti. Meni se zdi, da je tak mir se mi zdi zunaj. Nebo brez oblačka. Čiv. Ful mal v avtomobilu. Evo ga, eden gre glih kar, ampak ful mal. To je posledica tega, da imate vi tudi vsega dotle. Ja, drži. In kaj ste postali? Otopeli? Ne. Odlimavate se od blesavo zmešanega, neskončno hitrega sistema, matrice, zajčnika, hrčkove dirke. Umikamo se, razpada. Krasno. Jaz sem večkrat že rekel, da so prisotne močnejše energije, kot so bile pred časom ali pa prejšnja leta ali pa skozi stoletja. In imamo solarne nevihte, KP faktor je velik, Schumannova resonanca pa je ena izmed stvari, ki jo mi, ki se bolj z energijo, mi bolj ta čudni, jo pa spremljamo Schumannovo resonanco že nekaj časa, oziroma nam je dala kar mičken ugibanja, kako se manifestira to, kar vidimo na grafu. Zdaj, ne vem, tisti, ki poznate, itak veste, o čem govorim, tisti, ki pa ne, bom pa sem pokazal, imamo eno rusko spletno stran, kjer v Rusiji spremljajo, pač merijo Schumannovo resonanco. In tale bela stvar, upam, da se bo zdajle pa videl, ja, tole je timeline pred včerajšnjim, tole je včeraj, tu smo pa zdaj. In tale bela fleha kaže na veliko prisotnost energij. Ja, okej, zdaj kaj so to za ene energije, zdaj Turšič o ljubezni nekaj razlaga, pol pa energije, pa solarni, pa ne vem kaj. Čist kratek bom, ker tisti, ki želijo o Schumannovi resonanci kaj več vedeti, bo vedel, kdo je Schumann, ne? Pa si bo pogooglal, pa bo rekel, okej, in bo ugotovil, da je Schumann izmeril resonanco Zemlje, ja. Resonanca Zemlje je 7,82 hercov. Mislim, da je on, ampak se ni toliko zelo pomembna številka, skratka Zemlja ima neko vibracijo, a ne? Tako, kot imamo mi vibracijo, a ne? Tako, kot ima drevo vibracijo, a ne? Ja? No, in ta Schumannova resonanca je bila 7,82 herca, mnoga leta, malenkostna odstopanja. Zdaj so ta odstopanja gromozanska, vsa ta bela fleha, ki sem vam jo pokazal, to pomeni, da je konstantno, mislim, da 6 ali 8 ur, konstantno višja prisotnost. A ste bili, zdaj govorim zaradi tega, da se probate spomniti, kako ste se počutili včeraj, ker to je bilo pri nas kar, recimo, od 7 ali pa od 8 pa do 4 popoldne, skratka, večji del dneva. Pomislite, kako ste se vi včeraj imeli. A so vas v službi, so vas ponucali, ja, če ste bili pa ponucani, pa bolj klinc ste ujeli. Tisti, ki se je mičken bolj pridružil naravi, pa je bil bolj z naravo, zagotovo lahko, zdaj pomislite nazaj. Kako je bilo včeraj? Je bilo vse isto, je bilo lepo? A je bilo lepo? Ja, lepo mora biti. Ta je osnovna ideja, da nam je lepo. Ne, da je mizerija, pa da se nam povsod mudi, pa vse je narobe. To ni prav, a ne, da ne? Seveda ne, ni prav. In Schumannova resonanca, prisotnost energij, se čuti. Zdaj, eni so zaspani, eni so hiperaktivni, eni bruhnejo v jok, eni od joka, eni od žalosti, groze, togote, eni od same sreče. Mislim, da je manjši procent ljudi včeraj bil besen, jezen, nategnen. Mislim, da Schumannova resonanca deluje tako.
Ja, ok, to je moja interpretacija, da ne bo slučajno kdo rekel, da to je pa zdaj zdravo zagotovo. Vse vam probam povedati, kaj je moje, pa kaj ni moje. Ja, ok. Če kaj preberem, pač preberem. No, pa ker sem že pri branju, bom pa eno sem prebral, pa mi je všeč. Če ne morete vi spremeniti načina razmišljanja, se boste znova in znova vračali oziroma vrteli znotraj svojih prepričanj in izkušenj. Ja? Mičkam nazaj, jaz ves čas pravim, dajte fokus naštelati, drugače se stvari vidijo. Ne morete eno in isto delati pa pričakovati drugačne rezultate. Tudi to je ena izmed, mislim, da je tudi to nek modrec, cel sen šmoren. Hočete matrico, divjo, nemarno, lažnivo in prevarantsko in na koncu bi vas ubili? Ali hočete mir, ljubezen, srečo, spravo? To drugo, ne, pa mir. Ker v miru se marsikaj naredi. Res se. V miru pridejo prave ideje in prave rešitve. V kaosu pa ne pride nobena rešitev. Samo še več kaosa pride. In oni hočejo, da smo v kaosu, ker mi ne znamo funkcionirati znotraj kaosa. Mi vemo, kaj je pozornost, tension, ampak bebljaviti z leve na desno, pa misliš, da se boš tle fokusiral, pa tle neki klofne, pa se samo obrneš, pa tle rešuješ, pa te že tle od zadaj in ne moreš. Ne moreš. V življenju tako se ne da funkcionirati. Da se funkcionirati sem do psihiatrije ali pa naj mu Bog da večni mir in spokoj, ne? Na koncu ne ima mir, ker prej ga itak ni imel. Cel life ga ni imel. Pol, ko se je pod cipreso legel, pol je bil pa mir. A veste, ni treba, da se mir šele takrat najde. Učijo nas učitelji, mojstri, duhovni in ne tako zelo duhovni. Sej Sancho Pansa poznate, a ne? A veš, zgodba z mlini na veter. On se je tudi takrat boril, pa je ugotovil, da tole pa ne bo šlo. Pa če bi na glas povedal, tako kot jaz, zdaj bi ga ubil, ne, tako je bil pa slaven pisatelj, ta Cervantes, sem prav rekel. In učijo nas mir. In fantazija ni fantazija. Sistem noče, da fantaziramo, zato pa nas označuje, da smo fantaziraš nekaj. Treba narediti. Pa kdo bo naredil? Jaz. Ja, lahko. A ima smisel? Ja ne, samo nekaj pa moš delati. Če nima smisla, nima smisla. Seveda ima smisel vsaka stvar, za katero se jaz odločam. Tisto je pa smiselno brez pardona. Ampak če tebi to ni smiselno, kar je meni, to še ne pomeni, da ni smiselno. Tebi ne, meni pa ja. Enim je nesmiselno rože saditi, pa vzdrževati. Eni pa vemo, da to ima smisel, a se zastopimo. Mir hočemo imeti, a ne, pa ljubezen, a ne, koliko sem jaz ten blesal, ne. Mi je všeč, ko se folk oglasi, kaj je to Turšič trubezla, veš, tle nekaj pametuje, ne. Jaj, otroci, ne, otroci. Prebrali so 3 ekipe, a veš, revija ekipa, 2x ne vem kaj je že, ne smem imen, da ne bom. Pač te neke triče, trače rumene strani, a ne, oni to spremljajo, ampak niso zdaj neki se ful poglabljali, ampak jaz pa bedarije govorim. O ja, se verjamem. Verjamem, da so ene stvari čist nerazumljive. Kaj da bi govoril kitajščino, sej mi je jasno, sem jaz probam biti bolj enostaven. Še enkrat, mogoče sem preenostaven, pa zveni butasto. Ker če vam bom v mojem jeziku govoril, ne boste štekali pa čist nič. Ker ni namenjena moja govorancija tistim, ki bi me razumeli, ker oni itak že razumejo stvari. Tisti, ki me ne razumete, vam je namenjeno, jaz se trudim kaj norca, da bi vam razložil stvari. Čist simpel. Mir, fliken čez ramo. Prijatelji smo, mi smo družba, mi smo ena taka bratovščina, res? Pa tu so vsi modreci isto govorili, to jaz sam potrjujem.
Zakaj ne verjeti njim? Zakaj politiki, televiziji, tem jajcem, a veš, krek sem pa ke, krek je kreg, je dobil častno, pa zdaj ne bo odstopil, pa bi odstopil, pa ne bi, pa nova pandemija bo, pa zdaj vse treba precepati, ker je ful nevarno. A veš, strah rinejo oni, strah. Ne kupovati tega sranja, tega straha, ker strah vi virtualno noter ustvarjate. Ne more vam ga en friz vršt tako, ti si ga narediš. In si ga moš tudi ti narediti. Mislim, česa bi se človek bal? Česa? Višine. Ja, pa ne id gor, ne. Ajde, recimo, če se bojiš višine, pa ni treba po lojtri. Zakaj bi pa zdaj izzival, ne? Ja, pa me je strah, strah me je. Dajte malo razmisliti, česa vas je strah. Ne ga uspodbujati. Ja, okej. A ja, krasna sobota je. Očistiti tempelj je super. Jaz imam danes tle čistilno akcijo v pa okrog hiše, je super. Ni pa nujno, a ne? Mogoče boste pa več naredili sami zase, če boste šli v ptičke poslušati, no, pa sončka loviti. Na zemljo se ulešt, lepo je. Boste vibrirali skupaj z zemljo. A veste, kitara kot taka, to sem že večkrat rekel, bom dal. A veš, kitara ali pa violina, nasploh ta, nima veze, kitara ali pa violina, ki ti po struni potegneš z unim lokom ali pa brenkneš, ta cela kitara tako dela, ona zaresonira. Drži? Drži. Ker če ni tega bodija, tega telesa od kitare, se ne sliši, a se strinjamo, da. Ampak če pa na drugi strani pustiš strune primer, pa od tle z nekimi, ne bom rekel z nekimi, če si ti glasen, ona tudi zavibrira in začne struna se trest. Minimalno, ampak se, ker les vzame vibracijo in jo prenese na strune, ne? In enako smo mi, čember, tako kot kitara. Okoljske vibracije vplivajo na nas. Naše vibracije pa vplivajo na okolje, ja? Kaj oddajate od sebe? Mir, kaos, fokus, vizijo. Preden se poletiš nekaj narediti, je prav, da pomisliš, a ne da? Dej mej, sfokusiraj se, naredi plan in dupke. Pauza, pa zdaj, bomo pa še tolele. Ne skakati, iz leve na desno nima smisla. Jasna špura, to pa ja. Mal sem se zapletel, ne. Pa moram se mal. A vam povem nekaj, to moje zapletanje, ne, še tole, to je pa čisto resna stvar. Enih 200 ogledov na dan se je dogajalo, enih 10 dni ali tako nekaj tacga, recimo. Zdaj, po 14 dneh, semičken več jih imamo že 14 dni, se vas pa obrne 400 ogledov, 400 ljudi gre čez te moje neumnosti, a ne, narcisi? In 400 ljudi, pa ne jih bo. Pa če dam jaz to številko na pol, dragi moji, 200 ljudi, mogoče pa 200 ljudem te moje trobezlancije pomagajo. In če vam je več kot dosežen, jaz ne želim med 10 000, ne da ne želim, ampak ne pričakujem zdaj. Če vas je pa 400 na dan, gre čez moje videe, najbrž pa imajo konc koncu tudi kaj povedati, sej ni namen, da sem tle resen predavatelj, pa da mora vse biti po regulah. Vem pa, da imam prav. Pa se probam potruditi po najboljših svojih močeh. Pa vam povem, da sem jaz teoretik zarote, to že veste, tudi anticepilec sem, a ne? Zdaj smo še nekaj novega so zdaj pa prinesli, da necepljeni so kaj že bolj neumni, da nimajo frendov tisti, ki niso srečali korone. Mislim, kakšne bedarije, kakšna poniževanja, pa kaj vam ni jasno?
Kaj smo mi? Kamni? Ej, ljudje, pa dajte se zavedati, da ne more tamle en kljukac po kljukarski pa en krekelj zakrekan delati en krek med nami. Ne se zezati, to so pajaci, pa ne smete dovoliti, da kdo not pride. Saj ne bomo šli mi z lopato ga loviti pa s kero, ne. Sem ne dovolj, da sami sebi. A veste, mislim, če bi jaz dovolil, da bi nekdo mene označil z anticepilcem, jaz bi pa padel v depresijo, ne. Je to moj problem, ker oni še zmer kričijo, pač ljudje tle okrog mene tudi, da sem anticepilec, pa še narkoman, ta je tudi, narkoman. Dajte me seznaniti, kaj jem, da bom še jaz vedel. Ja, okej. In ker sem teoretik zarote, imam pa eno veliko teorijo, da bom pa zdaj klofnil še čist do konca. Največja moja teorija zarote je, da bo vse okej. Bo, ke vem, da bo. Ne, za vse nas. Kaj pa se dogaja? Rimski imperij je tudi enkrat propadel, ne? Ali cesarstvo, ali kaj je že bilo pač. Pa ne samo rimski, še vsi do zdaj so propali, tudi Jugoslavija, tudi vse je že, vsi sistemi so razpali. In, veste, rimski imperij je bila kar velika reč, kar ful časa je delala, ampak je propadla enkrat, ne? In takrat se je svet kar precej zašiftal, so se mogle zamenjati ene stvari. No, zdaj smo priča nečemu podobnemu, ampak mnogo, mnogo večjemu. Na kompletnem... A je kugla? Ta sistem razpada pred našimi očmi. Tisti, ki spremljamo mičkam bolj globoko, smo to zaznali, mislim, prebrali, sej že nekaj časa nazaj. Potrditve pa zdaj prihajajo vsak dan znova, da je sistem v propadu. Ampak če propada sistem, je čas, da se dvigne nekaj novega. Ta gre dol, ta gre pa gor. Kaj pa? Mi ljudje smo tisti, ki imamo moč. In zdaj prihajamo, da se zavedamo tega vsak dan bolj. Zato pravim, ne pustiti, da vas vrtijo, da vam lažejo, da se vas ponižujejo. Ne, oni delajo, tam sem dokazujejo, da so primitivni. Normalni ljudje, nismo primitivni in ne ponižujemo nikogar. Dati roko, pomagati človeku. Vrečko nesti ali pa cel dan drva rezati nekomu, če to pomoč, tle smo mi. Deli in vladaj pa ni naša filozofija, mar ne? Deli in vladaj, koga je treba deliti? Zajčke, da ne bi se kaj pogovarjali, ne? Največje revolucije so se zgodile, kadar so se ljudje družili in so bili združeni in združeni smo močni. Jaz vem, da sem združen z velikim številom, ker v srcu isto mislimo. Dobro je rekel, ampak isto sem pa jaz spremenil. Ista je izhodiščnica, izhodišče je love. Love, a se vi ful na hiter ljubite. Kar počasi, ki se ne mudi, veš, da dlje traja. In ljubezen je tista, ki nas bo vodila, vi ne verjamete. Sej sem povedal, 2 ali 3 videe nazaj, kako je 4, sej ni moj zdaj. Ljubezen je tista, ki nas bo vodila vnaprej, ne pa goljufiva kača, ne pa prevara narcistična, ne pa njihova ideja, deli in vladaj, komu boš vladal, zajcem? Ti bom jaz pokazal, kdo je vladar. Vladar smo ljudje, ki imamo srce. Mislim, kakšna vlada, mislim, še to. Gospodarji smo, ne pa vladarji, gospodarji pa ker gospodar dober čuva stvari, kaj ne. Kaj pa je treba čuvati? Mir, ker narcis noče, da imate mir. Narcis tudi, če mu kaj razlagate, noče razumeti. On hoče, da imate nemir. Vse imamo to, vse se bom še ponovil, nič bat. Še bom.
ne bom, evo, bom končal, bom krajši, bom postajal malo krajši, mogoče so pa te 40 minut res dolge. Ali ne? Ne vem, saj lahko tudi kaj dopišete spodaj, ne bom se razburjal. Bom bolj vedel, zdaj vas probam malo potipati drugače. Spet po drugi strani 800 ogledov ima najdaljši moj video, saj ne razume človek, ne. Če pa krajši, pa ni več zanimiv. Saj ne vem več, nima veze. Skratka, tudi to sem prebral. Slabo je, če človek ne ve, kaj hoče. Še mnogo slabše, oziroma katastrofalno pa je, da človek ne ve, kaj zmore. A vi veste, kaj vi zmorete? Ta organ imate čist zakrnel. Pinalno žlezo tudi. Telo tudi zastrupljeno. Frekvenc dobivate v ušesa nebroj. V tem času bi mi slišali 4 oglasne bloke, ali pa 2 reklamna bloka, pa poročila, pa še kaj. Čiv, pa klavir. Kar čuvajte ga. Ne dovolj svinjarije v vas rinti. Ne? Imejte se radi. Res se imejte radi. Super, če boste pili veliko vode. Super, če boste končno dali noge na zemljo enkrat, ker mi ne verjamete. Pa mir čuvajte. Res, pa pozorni bodite, pa zamenjajte malo fokus, pa boste videli stvari drugače. Pa niste blesavi anticepilci, ki fantazirate, pa ste čudni, ker ljubite. Ne, vi ste magnificent. Smo bitja. In to oni vejo, zato pa nas hoče uničiti. Čuvajte se, radi se imejte. Jutri se bom pa mogoče kaj bolj zaangažiral, ker sem danes se bolj zavrtel. Ne, sej ne. Vse je tako, kot mora biti. Vse štima. Tudi pri vas. Nič bat. Vse štima. Sam fokus zamenjajte, pa boste videli, da vse štima. Uživajte. Čau.